V teh dneh, ko smo zaprti med štirimi stenami v tej samoizolaciji ali tudi prisilni, kakorkoli, je zelo pomembna, oziroma pravzaprav ni pomembna pot, ker smo tako ali tako ves čas na enem mestu. Je pa pomembna pot razmišljanja naprej, ker večno ne bomo zaprti. To je pravzaprav čas, kjer moramo razmisliti o sebi, kako naprej. Najslabše je takrat, ko si pot v prihodnost gledamo pravzaprav na osnovi nekoga drugega, ko si jemljemo vzore. V osnovi so ti vzorniki lahko samo naši svetilniki, ki nam kažejo, kam ne smemo iti, ker vedno vidimo samo tisti dober del nekoga, ne vidimo pa vse tiste celotne poti mučenja ali pa ne vem česa, kaj stoji za njegovimi uspehi, ki jih vidimo. Naša edina prava pot, katera pravzaprav mora biti, je to, da mi smo na vsakem koraku srečni, da smo zadovoljni sami sabo. In kaj je tisto, kar nas v osnovi zadovoljuje, ne more nam nekdo drugi povedati, ampak moramo to sami začutiti. Začutiti na ta način, da začnemo raziskovati. V tem času imamo čas, da lahko raziskujemo, kaj je zanimivega v našem telesu, kaj nam pravzaprav pri telesnih aktivnostih nudi neko ugodje, kaj nam pri hrani, na kakšen način kakšna hrana nam je pravzaprav všeč. Ne tisto, kar smo videli pri drugih, ampak tisto, kar dejansko želimo čutiti. Katere knjige, katera znanja so nam zanimiva, katere lastnosti bi pri sebi radi razvijali. Predvsem pa tisto, kar nas zabava. Mi v vsem, kar lahko počnemo, tudi če smo zaprti med štirimi stenami, se lahko zabavamo. In v vsakem, karkoli imamo na voljo, poiščemo tisto, kar nam je najbolj všeč. Predvsem pa imamo tudi to možnost, da se umirimo in ugotovimo, kaj je tisto, kar nas to umirja. In ko se bomo z vsemi temi štirimi komponentami začeli ukvarjati sami pri sebi, kaj nam je na vseh nivojih všeč, bomo naenkrat izgubili fokus v druge ljudi. Fokusirani bomo v sebe. In to pomeni, da bomo pravzaprav začeli se ukvarjati sami s sabo in na ta način odkrivati tisto svojo pravo pot. In samo sebi pravzaprav lahko damo pravo smer. Na kak način pa več v knjigi Doktor življenja.